pozdravljeni. Sem Majda Jurše, predsednica Društva bolnikov s celiakijo podružnice Celje. Danes bomo pripravili za vas eno izmed prvih kuharskih oddaj oziroma delavnic, ki jih delamo z Društvom s celiakijo v sodelovanju z knjižnico v Šmarju pri Jelšah. Naše društvo, malo da povemo, šteje preko 2000 članov, samo celjska podružnica pa jih šteje že okoli 600. Ker smo bolniki s celiakijo nekako primorani, da si sami doma pripravljamo kruh in pa vse, kar pojemo, so tovrstne kuharske delavnice, priprave hrane brez glutena, izjemno pomembne. Kajti mi, kot bolniki s celiakijo, ne moremo kupiti v trgovini nek kruha ali pa že naprej na pol oziroma pripravljenih jedi. Nekaj vrst kruha se pravzaprav da kupiti, to, da ne bomo rekli, da se sploh nič, ampak ti kruhi imajo dolgi rok uporabe in vemo, da to so potem napolnjeni z aditivi, da ta kruh zdrži tudi po par mesecev v neki embalaži v trgovini na policah. Zato bomo danes na tej prvi kuharski delavnici pripravili kruh brez glutena, potem pekovsko pecivo v vseh različnih izvedbah. Mislim, da bi bilo najbolje, da gremo v kuhinjo in začnemo z delom. Danes bomo pripravili brezglutenski kruh, čisto po tem osnovnem receptu. Najprej potrebujemo 1 liter vode oziroma 1 kilogram vode. 1 kilogram ali liter vode je popolnoma enako. Je res, da so ti vali nekje 1 liter, ampak kot vidite, evo, jaz sem tehtala in niso vsi vali enako veliki, zato je mogoče včasih boljše, če stvari tudi tehtamo. Dodali smo 1 liter vode, sedaj pa damo 1 kocko 42 gramov kvasa, 1 čajno žličko soli in pa 1 žlico sladkorja, to je zato, da nam bo tale kvas malo lepše delal, in pa malo olja. Dodamo malo olja, takole, in pa seveda 1 kilogram brezglutenske moke, ker pač delamo kruh brez glutena. Vse skupaj delamo po direktni mesitvi, to se pravi, da ne pripravljamo kvasa naprej. To damo v robota, da nam to dobro pregnete. Testo je umesno, očistimo kavelj, malo si pomagamo z roko, itak drugače ne gre. In testo imamo tako čudovito. Sedaj ga lahko, če tako testo sedaj prestavimo v posodo, lahko iz tega testa, ko bo vzhajalo, naredimo žemljice, makove, štručke s semeni, sirove štručke, bodisi karkoli si želimo. Če pa to testo sedaj lepo oblikujemo, da ima čim manjšo zunanjo površino, ga malo pomokamo, da ga bomo lažje dobili iz posode. Smo ga ločili od posode in tako testo sedaj lahko damo na vzhajanje in iz tega testa dobimo potem čudovit, velik hleb. Tudi to zdaj damo lepo na vzhajanje. Po kakšni uri, po ta posoda polna, samo preložimo na pekač obložen s peki papirjem in je naš
kruh pripravljen za peko. Med tem časom, ko smo pustili testo, da nam je lepo vzhajalo, smo si pripravili pekače in pa seveda peč. To je ta hleb, ki smo ga naredili z malo manj vode, tako kot smo povedali prej. Tega bomo pustili zdaj, ga bomo dali tukaj. Malo nam bo se sesedel, ampak nič za to. Iz tega testa, ki nam je pa tudi že zelo, zelo lepo vzhajal, vidimo, koliko ga je bilo prej malo, zdaj ga je ogromno. Bomo pa naredili žemljice. Najprej bomo premazali peki papir, malo s oljem. Tudi roke si bomo malo naoljili. Karto, da se nam ne bo prijemalo testo preveč na karto. Evo, ja, dodobra nam je že to vzhajalo in bomo naredili take manjše žemljice, hlebčke. Iz njih bomo potem oblikovali pekovsko pecivo. Takole. Preveč jih ne stiskamo, da se nam ne bojo potem pri peki, ko bojo še malo vzhajali, da se nam ne bojo preveč zlepili. Bomo jih dali 8, ker so manjši. To pa se včasih zgodi, če malo preveč dolgo pustimo, da vzhaja testo. Evo. Ponovno malo naoljimo. Testo mora biti tako lepo vzhajano in pa puhasto, takrat imamo potem te žemljice tudi lepe in pa seveda tudi mehke, da niso preveč zbite in tudi preveč ne pretiravamo s samim gnetenjem v drugo. Kot ste prej videli prvič, zelo, zelo dobro pregnetemo testo, sedaj pa malo manj, ne pretiravamo. Še eno. Evo, super. Če se nam zgodi, da malo premalo vzamemo, lahko malo dodamo, tako da so nekje približno vse enako velike, tako se nam bojo potem tudi enakomerno spekle. Da nimamo težav, da bi ena bila preveč pečena, druga pa premalo. Tukaj nam je še ostalo testo, to bi lahko porabili. Če pač ne rabimo več žemelca ali pa tega pekovskega peciva, lahko porabimo za kakšno pico ali pa porabimo tudi za kruh. Imamo ta model, tudi tukaj smo ga obložili s peki papirjem, malo naoljimo tudi roke, da se nam ne prime testo na roke in po enakem postopku sestavljamo kruh v model. Tako da imamo lahko potem iz enega testa tudi več različnih oblik kruha, ne vrst kruha, kajti to je samo z te bele, brezglutenske moke. To imamo pač samo več oblik kruha. Evo, in smo tole porabili. Evo, malo imamo premalo, pa bomo vzeli mogoče tam kakšno kepico, da bomo ta kruh dopolnili. Pa bomo vzeli še tule mogoče kako kepico, toliko, da bomo imeli ta kruh potem lep. Evo. Malo ga pogladimo, lahko ga tudi malo pooljimo, da se nam toliko ne prime na karto. Evo. In ga ponovno vzhajamo. Med tem časom zdaj oblikujemo še te
te štručke v kakšne žemljice ali pa karkoli. Evo, jih malo oblikujemo. Ponovno preveč ne gnetemo. Evo, in naredimo takih par žemljic. Malo manjše. Lahko naredimo tudi kakšne sirove. Naredimo kar ene take štručke. In tukaj imamo sir. Takole. Pritisnemo kocko sira na sredini čisto do tal. Takole, tukaj bomo pa naredili malo nekaj s semeni. Tako smo si pripravili semena v posode in pa seveda rabimo še vodo. Vodo rabimo pa zato, da se nam bodo semena lepo prijela. Zdaj, da si ne rabimo ves čas umivati roke, seveda začnemo s sezamom, ker če bi začeli z makom, bi ga imeli potem te makove koglice povsod. Evo, 2 sezamovi. Pa naredimo, zdaj smo pozabili namočiti vodo, evo. Malo, drugače se tudi prime, ampak dosti manj. Potem nam zelo rado to odpada. Takole. Pa še naredimo kakšno makovo. Drugačno, takole. Manjše štručke. Kot ste prej videli, smo za tole porabili 1 kilogram moke. To je bilo testo iz 1 kilograma moke in imamo kar nekaj teh naših drobnih pekovskih izdelkov, da si jih lahko kakorkoli potem zamrznemo ali pa jih tudi pojemo. Evo. Tole malo pustimo, da vzhaja. In potem spečemo v pečici pri 175 stopinj. Evo, naše štručke so že malo vzhajale. Najprej bomo dali v peč hleb. Evo. Hleb. Potem še štručke. Kruh v modelu bomo še pa pustili kakšnih 5 minut. Takole. Evo. Žemljice bomo pekli dobrih 20 minut, kruh pa 1 uro. Najlepše od vsake kuharske delavnice je zaključek. Takrat vedno lahko poskusimo, kaj smo naredili. To je ta naš kruh. Še je topel, ampak ja, čudovito, evo, smo ga super spekli in zdaj, da prerežemo še ta naš hleb. Ja, je še kar precej vroč, navadno vročega kruha ne režemo, ker se nam tudi lahko zgodi, da se nam prijema na nož, ampak zgleda, evo, sam kruh, evo. In tako smo danes zaključili to našo kuharsko delavnico. Ker je kruh živilo, katerega potrebujemo prav vsak dan na naši mizi, je prav, da smo z njim tudi nekako začeli. Vas pa vsekakor povabim in se vam seveda zahvaljujem, da ste vztrajali s tem našim dobrotam do konca. Vas pa povabim v naslednjo oddajo, katera bo kaj kmalu, kajti takrat bomo pripravljali praznične potice in pa vse, kar spada v praznični
december. Tako da vidimo se kmalu.